Jeričevi dnevi. Mednarodna romska konferenca. Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji televizije AS v dogodkih. Z Jeričevimi dnevi in praznikom krajevne skupnosti Dokležovje se pričenjajo slovesnosti v počastitev občinskega praznika občine Beltinci. V Dokležovju so občina Beltinci, krajevna skupnost Dokležovje in Društvo prijateljev mladine Dokležovje pripravili slovesnost v počastitev rodoljuba in narodnega voditelja Ivana Jeriča. S tako imenovanimi Jeričevimi dnevi se v občini Beltinci pričenjajo že vrsto let slovesnosti v počastitev občinskega praznika občine Beltinci in z njimi zaznamujejo tudi praznik krajevne skupnosti Dokležovje. S temi dogodki, ki se tičejo okrog Jeričevih dnevov, se nekako res začne tisto glavno dogajanje okrog začetka praznovanja občinskega praznika, ki je 17. avgusta. Seveda tudi 17. avgust, vemo zakaj je ta datum in seveda 17. avgust je pogojen tudi z močnimi aktivnostmi gospoda Jeriča. In nekako smo, oziroma so že takrat, ko so se odločili o tem, kdaj začeti, so seveda pravilno izbrali datum, da so začeli z Jeričem, kajti on je bil eden izmed tistih glavnih narodnih voditeljev in ki si lahko upravičeno povemo, oziroma za katere lahko upravičeno povemo, da so bistveno pripomogli k temu, da smo Prekmurci Slovenci. Občina Beltinci s proračunskimi sredstvi skrbi za razvoj kraja in krajevne skupnosti. Poskušamo razvijati vse vasi približno enakovredno po nekem naprej znanem ključu, se pravi tisti, ki imajo pripravljene projektne dokumentacije, imajo prednost in tudi v Dokležju smo seveda postorili marsikaj in še bomo skupaj z društvom z čolnarjev Dokležjevja smo prenovili oziroma obnovili dodatne prostore pri njih, dali dodatno vrednost tem prostorom, seveda tudi po vseh skupaj s komunalnim podjetjem skrbimo za cestno infrastrukturo. Tako da pravim, trudimo se ta razvoj peljati čim bolj enakovredno, enakomerno po občini in seveda tudi nekako ta dogodek Jeričev je seveda tudi eden izmed dogodkov, s katerim pa se želimo tudi spomniti 700 let omembe vseh krajev občine. Se pravi, kajti pred 700 leti so bili vsi kraji prvič pisno omenjeni, tako da tudi na to ne smemo pozabiti, da smo že 700 let nekje zapisani in jaz verjamem, da bomo skupnimi močmi še peljali zgodbo še naprej uspešno, da bomo res na občino vsi upravičeno ponosni in da bodo čez 700 let verjetno o nas potem pisali, da smo bili tako dobri, tako rodoljubni, tako domoljubni, kot mi govorimo sedaj za naše prednike. Številnimi prireditvami se po Jeričevih dnevih v občini Beltinci nadaljuje praznovanje. Težko je res z glave povedati vse tiste dogodke, ki bogatijo našo občino, kajti jih je ogromno in prav je, da je. Ampak zdaj, če tako na hitrico povem, tiste najbolj pomembne, seveda pred nami je knjižnica pod zvezdami z dr. Petrom Čeferinom, z nastopom Zorana Predina. Potem pride Krumplova noč, potem je tukaj seveda 50. mednarodni folklorni festival, potem je tukaj Bireški dnevi in še bi lahko naštevali, ampak jaz pravim tako, na spletnih straneh, tudi po medijih se ogromno promoviramo, dajte prebrati, potem pa seveda dobrodošli, kajti nikomor, ki prije v občino Beltinci še ni bilo žal in jaz verjamem, da mu nikoli ne bo, še posebej pa v luči naših prelepih dogodkov. Dogodek se je v Dokležovju ob navzočnosti praporščakov pričel s položitvijo venca ob spominskem obeležju Ivanu Jeriču, kar sta postorila župan občine Beltinci Marko Virak in predsednik krajevne skupnosti Dokležovje Dejan Klemenčič. Slednji je o prazniku krajevne skupnosti, ki združuje vse krajanke in krajane, povedal. Seveda za nas to predstavlja nek spomin na našega rojaka Ivana Jeriča, ki je imel eno pomembnejši vlog pri tem, da smo pravzaprav Prekmurje takrat pridružili, priključili, vrnili k matici in seveda združili z ostalim slovenskim narodom. Je pa res, da praznik pomeni uvod v praznovanje občinskega praznika. Za nas je danes to še nekaj malo več, ker smo združili 3 dogodke v Dokležovju. Torej začnemo z uvodom, z polaganjem venca, mašo za domovino, sledi kulturni program, ki pa ga že združujemo v proslavo oziroma obeležitev tudi praznika starejših, ki ga zdaj 2 leti nismo izvali zaradi covida, pa smo ga tokrat prestavili na poletni čas, zvečer pa seveda sledi tradicionalna žabja noč. Kaj načrtujejo v Dokležovju še to leto? Letos pa bomo rekli, da bomo obnovili en del dodatnih tlakovanih poti na pokopališču, zamenjali javno razsvetljavo na pokopališču, skratka ta sklop centra Dokležja potem nekako zaključujemo s temi zunanjimi ureditvami. Nekaj malega bomo pa še postorili v rekonstrukciji oziroma obnovi vaške dvorane, prepleskali, prebrusili parket in seveda denarja bo konec, pa tudi leta.
Povezovalka osrednje slovesnosti na prireditvenem prostoru pri Vaškem domu v Dokležovju Urška Černi je predstavila lik dekana in generalnega vikarija za Prekmurje Ivana Jeriča kot del njene diplomske naloge z naslovom Duhovnik Ivan Jerič in njegova vloga pri priključitvi Prekmurja k Sloveniji. Zakaj takšno diplomsko delo? Zakaj sem se zdaj odločila? Ivan Jerič je namreč tesno povezan s mojim življenjem. Rojen v Dokležovju 4. junija 1891, je najdlje časa služboval kot duhovnik, kar je tudi del mojega diplomskega dela, opis njegovega dela duhovnika, v turnišču, kamor sem se jaz umožila. In nekako sem se takrat odločila, takrat sicer še ne umožena, da bom pisala o njem. Dotaknila sem se pa dveh področij, ker sem čutila to dolžnost kot zgodovinarka in teologinja. Danes sem v tem govoru, ki sem ga imela, se predvsem navezala na njegovo vlogo rodoljuba in državotvorca, ki je odraščal tukaj v domačem kraju, v katerem je tudi obiskoval ljudsko osnovno šolo. Imam srečo, da sem učiteljica na tej osnovni šoli in kot učiteljica se tudi zavzemam za to, da ta naš mali kraj ohranja to svojo podružnico, njene učence, da povezuje kulturo, življenjski utrip. Vse tisto, k čemur je Jerič tudi težil. On je bil namreč zelo narodno zaveden Slovenec, ki je odraščal v eni veliki družini, ne majhni družini, moram reči, kjer sta ga starša že od malih nog učila slovenščine v takratnem madžarskem okolju. In kot sem včeraj dejala otrokom, ko smo imeli dejavnost ob Jeričevih dnevih in obiskali tudi Muro, je bil on tudi prvi tistih, ki je nekako tihotapil slovenske knjige sem v ta madžarski del in na ta način pomagal, da se je tukajšnji narod izobraževal v domačem materinem jeziku. Kaj je bila predvsem njegova vloga, ki je bila tako odločilna takrat v borbi za Prekmurje? Jerič se je povezoval z ostalimi Prleki in Slovenci, ki so bili akterji Pariške mirovne konference in na svojstven način razlagal, zakaj je Prekmurje že od nekdaj bilo slovensko. Kaj na to kaže? Pomen našega jezika, prepričanje stališča, vera in kultura ljudi tukajšnjega kraja in predvsem zaradi tega se je tudi nepozabno zapisal v zgodovino Prekmurja. V kulturnem programu so nastopili otroci vrtca Dokležovje, učenke in učenci podružnične osnovne šole Dokležovje, pevka ljudskih pesmi Jesensko listje ter Društvo prijateljev mladine Dokležovje. V prostori Vaškega doma pa je na ogled tudi razstava v spominski sobi Ivana Jeriča. V veliki sejni dvorani mestne občine Murska Sobota je potekala mednarodna romska konferenca. Govora je bilo med drugim tudi o trenutnih razmerah Romov v Evropi. V Murski Soboti je potekala mednarodna romska konferenca, ker je bila rdeča nit razprave trenutne razmere Romov v Evropi. Evropska romska zveza deluje že od 2011, sedež je tukaj v Murski Soboti. Na naših konferencah smo vedno izbrali določene teme, ki so v določenem času tudi zelo aktualne. Torej danes se bomo pogovarjali o tem, kakšen je pravzaprav položaj Romov v Evropi in kakšnega si torej želimo. Opažamo, da je v mnogih državah, kot je recimo sedaj v vojnem stanju v Ukrajini, kako je na Madžarskem, v Bolgariji, v Romuniji, kako je položaj Romov tam zelo slab, torej da se določene stvari ne dogajajo, kot bi se morali. In tukaj bomo o tem seveda spregovorili. Govorili bomo tudi o tem, kako te države, ki so danes udeleženke tukaj, vidijo položaj v svoji državi, kaj sporočajo in kako naj bi Evropska romska zveza nastopala v skupnem dogovoru z nekimi, bom rekel, predlogi, mnenj in pa stališči. Moramo razumeti, da je danes
da so tri stvari zelo pomembne. Prva je ta, da se širi ta sovražni govor proti Romom, to se dogaja recimo tudi v Sloveniji, se to povečuje. Druga stvar je ta, da je potrebno spregovoriti o tem, da Evropska unija namenja ogromno sredstev za reševanje romske tematike in države, ki sem jih prej omenil, so zelo visoko financirani iz evropskih skladov, ampak potem Romi seveda z tega nimajo koristi, da je treba to nekako drugače preusmeriti, tudi imeti neko nadzor, neko kontrolo, seveda v sodelovanju z Romi. In bom rekel, tretja stvar ta, da je potrebno opozoriti na to, kaj se dogaja recimo v Ukrajini. V Ukrajini se sedaj, ko se humanitarne organizacije, politika takšna ali drugačna, odzove na težave, ki jih imajo Ukrajinci, nihče ne odzove na težave, ki jih imamo Romi. Pa recimo dva zelo pomembna primera. Recimo takrat, ko se organizirajo prevozi, da se vozijo Ukrajince iz torej Ukrajine v varne države, Rome in temnopolte ne vzamejo na avtobuse, preganjajo, jih ne pustijo, tepejo jih, maltretirajo. Tudi humanitarne organizacije, recimo, ko delijo topel obrok, vsem drugim delijo, samo Romom ne. Romi morajo hrano iskati v kontejnerjih za smeti in se dogaja isto, kar se je zgodilo pred leti, ko je bila vojna v Bosni in Hercegovini, ko je bila vojna na Kosovem, ko so vsi govorili o teh primerih, kaj se tam dogaja, vendar Rome nobeden ni ščitil, njih nobeden ni govoril in nobeden jim ni pomagal. Kakšne so razlike med Romi po Evropi v primerjavi z Romi v Sloveniji? Kar se življenjskega standarda, življenja in tako naprej tiče, je Slovenija vsekakor vzor za vse druge države. Kadar pa govorimo o politični participaciji, kadar govorimo o dialogu, kadar govorimo o tem, kako se je treba nekaj afirmirati oziroma dobiti tudi neka soglasja, neke bolj konkretne politične dogovore, smo pa mi, mislim, da med najslabšimi. Pa če samo primer povem, mnoge države, ki so še v slabšem stanju, imajo Rome, ki so poslanci, imajo državne sekretarje, imajo direktore različnih državnih inštitucij, na lokalni ravni imajo tudi svetovalce, podžupane recimo in tako naprej. Pri nas je ta participacija določena samo na dveh ravneh, to je seveda zatem, da imamo v 20 občinah romskega svetnika in da obstaja svet romske skupnosti, ki je tisti organ, ki predstavlja Rome na državnem nivoju. Stanje romske skupnosti v mestni občini Murska Sobota je ob pozdravnem nagovoru predstavil predstavnik mestne občine Murska Sobota, gospod Damjan Anžel. Mestna občina Murska Sobota ima približno 18.500 prebivalcev in zajema skupaj z samim mestom 12 naselij. Pripadniki romske narodne skupnosti v naši občini pa prebivajo v 4 naseljih. In v vseh naseljih dejansko se je romska narodna skupnost zelo dobro integrirala in dejansko ne zaznavamo nekih večjih problemov v same občini. Točnega podatka o številu Romov žal nimamo, ocenjujemo pa, da je nekje pri nas v naši mestni občini prebiva nekje okrog 1000 pripadnikov romske narodne skupnosti, mogoče tudi kakih 100 več. V mestni upravi si ves čas prizadevamo, da romsko narodno skupnost obravnavamo povsem enakopravno, brez kakršnega koli izključevanja. In rezultat tega je, da lahko povem, da tukaj pri nas že vrsto let prebivamo v nekem vzajemnem sožitju in, kot sem že povedal, nekih večjih težav ne zaznavamo. Ravno takšni dogodki, kot je današnja konferenca, pa so zelo dobra priložnost, da se tudi nekateri problemi, ki pa dejansko v družbi še obstajajo, da se zaznajo, da se na njih opozori, da se izmenjajo dobre prakse. In že včeraj sem v bistvu se seznanil, da ste tukaj iz različnih okolij, iz različnih držav, zato tudi verjamem, da bo danes temu tako. Mednarodne romske konference se je udeležila tudi članica Evropskega parlamenta, gospa Ljudmila Novak. V Evropski uniji si zelo prizadevamo za nediskriminacijo manjšin. Romi so največja transnacionalna manjšina v Evropski uniji in zato seveda želimo, da bi bili enakopravno vključeni, da bi imeli primerne življenjske pogoje, predvsem pa želimo več narediti na področju izobraževanja in vključevanja in nediskriminacije.
Temu so namenjeni določeni evropski dokumenti, pripravljena je tudi evropska strategija za Rome, ki naj jo vključi potem tudi nacionalne strategije, naj to vključijo, in pa določeni evropski skladi za uresničevanje te strategije. Vse te krize, ki se nam dogajajo, od pandemije do ukrajinske krize, vplivajo na življenje Evropejcev in vidimo, da sčasoma tudi celotnega sveta. Romi so pri tem pa tudi še dodatno prizadeti, kajti ponavadi živijo tudi v slabših življenjskih pogojih, razmerah, in zato jih vsaka taka kriza lahko še bolj prizadene. Znana so tudi poročila, da imajo tudi kot begunci več težav, da so slabše oskrbljeni, in tudi v času covida so imeli še otežen dostop do zdravstva in podobno. Skratka, vse te krize vplivajo tudi na romsko skupnost še toliko bolj, ker že tako živijo v slabših pogojih. Kako se Evropska unija sooča z razlikami med romskimi skupnostmi? V vseh državah veljajo enaki zakoni, kar se tega tiče, seveda so pa države različno razvite, imajo različen pristop, tudi različno število Romov, zato njihov standard, njihovi življenjski pogoji niso povsod enaki. Menim, da v Sloveniji vsi prizadevamo za to čim večjo vključenost, tudi v izobraževanje na vsa področja, seveda pa tudi romska skupnost kot taka mora sama več narediti za to, kajti nemogoče je zagotavljati boljša delovna mesta, če ni izobrazbe in podobno. Tako da v Sloveniji vemo, da tudi v različnih predelih Slovenije so tudi pogoji različni, vsi skupaj pa si želimo, da bi napredovali in da bi bili enakopravno vključeni in nediskriminirani, oziroma da bi tudi oni svoje dolžnosti nasproti drugemu prebivalstvu uresničevali. Mednarodne romske konference so se udeležili predstavniki romskih skupnosti iz Belgije, Nizozemske, Francije, Luksemburga, Nemčije, Italije, Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, Kosova, Turčije, Grčije, Indije, Srbije in Slovenije. Toliko v tokratni osrednji informativni oddaji televizije AS. Spoštovane gledalke in gledalci, želimo vam lep konec tedna. Nasvidenje.